Kaj ne rečem? Karanteno. Danes je 18. dan, jaz se počutim v redu. Zaenkrat se mi še ne meša, ampak kot vidim, se pa ful folku na internetu meša. Totalno se mu meša. Jaz sem v bistvu že po 7-8 dnevih bil v situaciji, ko sem se vprašal, kaj bom pravzaprav v življenju počel. Da to ne bo trajalo samo 14 dni, da zna to trajati 6 tednov, 8 tednov, ali pa da bo to trajalo precej dlje, kot si mi to lahko predstavljam. In zato, ker je poleg moje družine, moje delo meni zelo pomembno, sem v zadnjem tednu kar precej premikov naredil in ugotovil, da mogoče ta pot, ki sem jo jaz izbral, lahko tudi vam pomagam. Zato bi jo delil z vami. Jaz mislim, da je to ena taka super priložnost, da malo poresetiraš sistem, malo razmišljaš, kako bi delal naprej. Karanteno. Mislim, da se moramo premakniti naprej, da kljub temu, da smo v neki stiski, da moramo razmišljati, kaj se bo zgodilo po tej karanteni in da si moramo stvari postaviti. Tako da po moji špici, pojmo pogledati moje ideje, rabimo pa tudi nekaj vaše pomoči. Tako da, pojmo, akcija. Are you listening? Zdaj, nekaj, kar je meni ful zanimivega pri tej pandemiji virusa SARS-CoV-2 je to, da smo vsi v isti poziciji. Vsi smo kar naenkrat v istem čovnu, prisiljeni razmišljati o svoji prihodnosti, po stvarih, ki jih radi počnemo. In jaz sem nekako preživel ta prvi teden, čist brez hudih težav, na kar se mi je pa začel kup enih vprašanj postavljati. Prvo, zavedal sem se, da to najbolj ne bo trajalo samo 14 dni, ampak da bomo po vsej verjetnosti 2, mogoče celo 3 mesece zaprti med 4 stene. In zavedal sem se tudi, da sem težko ves ta čas primer. Zato sem se z Žanom, z mojim najstarejšim sinom, odločila, da posnameva čim več reviewov tehnoloških vlogov, kjer bova testirala razne stvari, se pogovarjala o tehnologijah in vam probala tako malo krajšati čas. Seveda, valjda, nekje mora biti ekonomska računica. Zato sva prejšnji teden naredila spletno stran janmasterworld.com, v okviru katere je tudi spletna trgovina z izdelki. In te izdelki nam bojo služili kot neka tista osnovna odskočna deska, namreč prodajajo malo rabljene izdelke, neki moje malo rabljene fotografske opreme, kak prenosen računalnik in to, ko bo uspela prodati pred te spletne štacune, bo dobila nek kapital, s katerim bova kot noro spendala, v smislu kupovala nove tehnološke gadžete, stvari, ki so ravno kar prišle na trg. Ta način boste dobili take zelo simpatične, odkrite tehnološke revije, nobenega dobrikanja raznim PR-evcem in marketingarjem ne bo, tako da mislim, da zna biti zabaven, tudi zato, ker so se odločili, da bo najen stil zelo odkrit, tak med oči, kar je dobro. Tako da vabljeni na spletno stran janmasterworld.com/shop, mislim, da se je tukaj spodaj zadeva tudi izpisala. Tam je že kar kup, mislim, da okoli 15 do 20 izdelkov, ki jih lahko kupite, tudi kar neki moje rabljene opreme, s katero sem pa zelo dober delal. Tako da noter je MacBook Pro, mislim, da letnik 2019, potem imate noter 2 Canona D80, nekaj objektivov, taka zabavna mešanica, celo nepar slušalkic je, nepar takih zanimivih osebnih predmetov, ki pa jih prodajam zato, da bom lahko ustvaril več take zanimive video vsebine. Tako da, to je basically plot tega videa. Te dobri videi že sledijo, namreč naslovov imamo ene 20-25 že za naprej. Najprej bomo štartali z reviewi športnih slušalk, torej earbudsov. Primerjali bomo 3, potem bomo malo pogledali to mojo fotoopremo, ki jo uporabljam zdaj in s katero je tudi posnet ta video. Potem bomo testirali ene zelo zanimive zvočnike brezžične oziroma Bluetooth zvočnike, tako imenovane entertainment zvočnike, tudi za poletne dni, ki prihaja. Tako da bo kup enih zanimivih. Struktura ali pa način vlogov bo pa zelo zanimiv ali pa bo tak, bom rekel, interesanten, zato ker vas bom v vsakem vlogu, naprimer, ko bom testiral 3 različne slušalke, vprašal, kje še želite, da jih nabavim in testiram. Tako da nekako boste tudi malo votali, malo mi boste pomagali in skrb bomo prišli do enih takih zanimivih vsebin. Tako da v bistvu je to. Malo bom pofleksil s to spletno trgovino. Torej, eden od segmentov vlogov bo to, da bom 2 ali pa 3 vloge v prihodnosti posvetil izdelavi spletnih strani. Namreč tam sem bil pred časom zelo dober, celo večkrat nagrajen oblikovalec na področju spletnega dizajna, tako da vam lahko tukaj mogoče dam ene par takih cvetk, ker verjamem, da nas veliko zdaj razmišlja o nekih novih poslovnih izzivih, mogoče vas veliko razmišlja, da bi imeli svojo lastno spletno trgovino in en segment vlogov bo namenjen tudi temu, bom rekel, kako se temu reče, Žan? Kako se reče? Ne how to videi, ampak to so bolj tako webinars. Tutorials, webinars. Ja, v temu principu. Probal bom nekaj dati nazaj, kar sem včasih furat počel, pa
zdaj par let ne počnem. To je spleten dizajn in vam bom probal predstaviti orodja, s katerimi res hiter, pa zelo učinkovit naredi svojo lastno spletno stran. Ne rabiš nič posebnega tehničnega znanja, da to lahko narediš čisto sam. Tudi jaz sem uporabljal taka orodja za izdelavo te spletne strani, torej moje spletne strani in spletne trgovine sem uporabljal platformo Wix. To je ena zelo simpatična platforma, zbereš template, dodaš logo in zelo hiter s parimi kliki priješ do spletnega mesta. Spodaj bom dal eno povezavo. Zakaj je to pomemben? Zato, ker sem se z Wixom dogovoril, da v bistvu dobite neke vrste hude popuste. Torej vsi, ki se boste prijavili, boste v roku 2-3 dni po prijavu dobili en tak lušten popust, 50% popust na Wix pakete, tako da splača se prijaviti. Link je pod tem vlogom. Tako da, hvala, peace, over and out, kakorkoli, vidimo.